Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, po skoraj mesecu in 5 nepopolnih krogih prve lige bomo razpravljali, ali je boj za prvaka odprt, lahko Maribor dohiti Celjane. Kakšen vtis je za zdaj pustil novi trener Celja Ivan Majevski, kako izgleda Frankfurt pod Riero in zakaj Šeško ne začenja za United. Na koncu pa tudi po vaši zaslugi, dragi poslušalci, malce daljši kviz kot ponavadi. Vem, da ga imate radi ga imamo tudi mi. Klasična četverica danes, Boštjan Janežič. Dober dan. Jože Pepevnik. Zdravo. In Marko Cirman. Dober dan. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Mesec pomladanskega prvenstva je mimo. Kakšno je razmerje moči po tem mesecu? Po prvih tekmah se spomnim, da sem nekajkrat slišal, da morda prvenstvo še ni odločeno. Celje je izgubilo proti Olimpiji 3-3, proti Mariboru. Tudi razporediti mora moči, igra še naprej v Evropi. Kako odprto se vam zdi prvenstvo? Nič kaj bistvenih večjih sprememb. Nazadnje, ko je Olimpija spomladi 3-krat zmagala, potem podarjen tudi prekršek oziroma 11 metrovka na koncu za osvojeno točko na zadnji tekmi v Kopru. Tudi na drugi strani Maribor ni povsem 100-odstoten, to je še ponagajal Riera Mariborčanom pred odhodom. Koprčani pa bolje izgledajo, kot pa zbirajo točke. Kaj več optimizma morda, Jože, v Mariboru, da bi lahko vijoličastim uspelo? Morda malo več, predvsem zaradi kar zanesljivih rezultatov v tem spomladanskem delu prvenstva. Se mi zdi, da je zdaj Feđa Dudić dokončno spoznal svojo ekipo, našel tudi z nekaj okrepitvami v tej zimi morda neko optimalno v navednicah nastavitev, še vedno brez popolnoma pripravljenega Benjamina Teteja, ki je igral nekaj 10 minut zdaj tudi proti Bravo. Ampak prvenstvo Celje ga ima nekako naslov prvaka v rokah, nima ga v obeh rokah, ampak dovolj nekako dovolj odločal o svoji usodi, da je od Celja v prvi vrsti odvisno, ali lahko še pride do dvoboja za naslov prvaka. Ko smo se pogovarjali pred 3 tedni, si takrat rekel, da izgledajo nakupi Maribora dobri po eni tekmi, zdaj po 3 zaporednih zmagah z 2-0 se je to mnenje samo še utrdilo? Še vedno trdim, da je Maribor ekipa, ki bi morala tudi, se ne da je veliko tekem zdaj zaradi pokala manj, ampak ki bi morala glede na to, da razmišlja samo o prvenstvu, zmagovati v seriji, tudi glede na napadalni kader, ki ga ima na voljo, in če bo tu Feđa Dudić znal razporejati v najboljši meri nekako minutažo med svoje najboljše posameznike v napadu, bi torej Maribor moral serijsko zbirati točke. Ti Cipo, Dario Wiesinger zaenkrat sta se izkazala kot dobri ukrepitvi, tako da Maribor je, mislim, da prvič celo v tej sezoni obdržal 3-krat svojo mrežo, 3-krat zapored svojo mrežo nedotaknjeno, in to je tisto, na čemer trenutno gradijo Mariborčani. Se mi zdi, da je seveda Albert Riera je pustil Celje v izjemnem položaju, z izjemnim kapitalom, ki ga Celjani ne bi smeli zapraviti. Če bo Maribor nekako zavohal, da bi se to lahko zgodilo, bi lahko bilo prvenstvo še zanimivo. Marko, kakšno je življenje v Celju po Rieri? Nič novega. Sonce še vedno sije, mesto je še vedno lepo, nič drastičnega se ni spremenilo, spomenika Albertu Rieri še ni. Sicer pa na igrišču pa tako, Maribor je 3 točke nadoknadil v zadnjih 3 krogih, oziroma se približal Celju. Je pa res, da zdaj Celjani odhajajo na 3 zaporedne gostovanja, Bravo, Aluminij in Koper, vmes še Evropa. Tako Maribor kot Celje ne smeta gledati drug na drugega zgolj nase, kajti če bo Maribor osredotočen na svojo igro in bo potem čakal na kakšen kiks Celja, se lahko še bolj približa. Mislim, da kakšen kiks Celja bo še prišel, glede na to, da zdaj prihaja ta Evropa, nekako pričakovano napredovanje
proti Driti, potem pa 2 izjemno zahtevni tekmi, bodi si proti AEK iz Aten ali pa praški Sparti, to bomo izvedeli v petek po povratni tekmi z Drito. Skratka, ne moremo ničesar očitati Majevskemu, glede na to, da je dobival tekme z izjemo tiste v Ljubljani proti Olimpiji. Je pa res, da jaz vidim samo še dvoboj za naslov prvaka med Celjem in Mariborom. Koper bo tisti, ki bo kradel točke ta boljšim, ne bo pa dolgo v maratonskem smislu držal koraka s Celjem in Mariborom. Olimpija pa je tako za voljo slabih svojih predstav nekonkurenčna. Olimpija se motivira proti Celju, potem pa se muči proti Muri doma in tudi proti Kopru s podarjeno 11 metrov, ko pride do točke. Tako da zdi se, da Olimpijo hranijo le zmage nad Celjem in Mariborom, da pa enostavno v tem trenutku ta Olimpija ni sposobna se vključiti v ta dvoboj za naslov prvaka med štajerskima ekipama. Ivan Majevski je torej stopil v, lahko bi rekli, velike čevlje, takole pa je govoril o tem, kako je naslediti Alberta Riero na klopi Celja. Ja, seveda to je izziv, samo še enkrat ponovim, jaz delam na vse svoje moči, delam na 100%, mogoče še večji igralci to vidijo, tako da nikoli ne bom probal kopirati nekoga, tudi ne bom probal kopirati Alberta. Nisem Albert, sem Ivan. Zanimiva, dobra izjava. Ni Albert, je Ivan. Kakšen je Ivan Majevski? Ivan je zelo preprost, zelo delaven, zelo študiozen tip, veliko ve o nogometu, igral je v možganih, torej v zvezni vrsti vsake ekipe. Malo je morda premil karakter za lačne uspeha in napredovanja v tej garderobi, ampak verjamem, da ga bo to le še bolj utrdilo s časom, če mu bodo seveda v upravi pustili dovolj časa. Ne vem, ali bodo počakali z njim do konca sezone, šušlja se, da iščejo novega trenerja, da je on samo nekakšna izbira za to, dokler ne najdejo novega trenerja. Odlično se je znašel z ekipo kot pomočnik Alberta Riere, stkal je neko vez z igralci v garderobi, je pa to zdaj dvorezen meč. On je bil kot pomočnik, vsak pomočnik je neke vrste vez most med trenerjem in igralci in bil je tudi nek zaupnik nogometašem, zdaj pa mora kar naenkrat seveda imeti dovolj avtoritete, da zaropota, ko gre ekipi slabo, in vprašanje, kako ga bodo zdaj v tem smislu pa jemali ti igralci v Celju, pa ne, da so svoje glavi, ampak avtomatsko nekako, ko izgubiš tako karizmatičnega človeka v garderobi in ga nadomesti nekdo, ki je povsem drugačen, značajsko in se zna zgoditi, da tu zna morda Celje izgubiti v prvenstvu kakšno točko na račun te iskre, ki je pač nima vsak, imajo Albert Riera, Majevski je nima, ampak zdi pa se, da ima zelo veliko znanja nogometnega, to se vidi tudi na igrišču, to se je videlo tudi prvi polčas proti sicer nekonkurenčni Driti, ampak drugi polčas je pa lahko veliko opozorilo in ravno to me zanima, kako bo zdaj v tem tednu, ko se je pripravljal na to povratno tekmo brez tekme z Aluminijem, govoril s soigralci, oziroma ne soigralci, ja, tudi nekaj soigralcev nekdanjih v klubu, ampak kako je svojim varovancem razložil to, da to res ni bilo v redu, čeprav je govoril po tekmi o tem, da je ponosen na njih, ker so pokazali željo po zmagi, ampak Celje je bilo res slabo v drugem polčasu in še nikoli pravzaprav ni bilo takšnega slabega vzdušja v povratku v Slovenijo, potem na letalu in tudi na teh terminalih letaliških. Res Celjani se zavedajo, da so veliko kakovostnejši, je pa tudi to nekaj res, da je Albert Riera postavil zelo visoke standarde, ne samo kar zadeva rezultatov, ampak tudi same igre. Albert Riera je raje remiziral z 1-1 ali pa tudi izgubil z 1-0, pa če je bilo Celje odlično na igrišču, kot da bi zmagal z 2-0, pa je prikazalo zelo, zelo slabo igro, kot jo je prikazalo recimo v drugem polčasu. Zanesljivo bi Albert razlagal več o tem drugem polčasu, bil bi jezen na svoje varovance. Ne vem, kako jezen je bil lahko seveda Ivan Majevski za voljo tega drugega polčasa, toda standardi v Celju so zdaj postavljeni zelo visoko, zato nekako razumljivo tudi takšno razočaranje, pa kljub zelo pomembni evropski zmagi, ne nazadnje tudi za slovenski koeficient. Zdaj je Slovenija, mislim, da prehitela celo azerbajdžansko ligo na tej lestvici koeficientov.
Marko, je pa odpoved nedeljske tekme v Kidričem verjetno Celjanom prav prišla. Je zelo, ampak vsaka odpovedana tekma te doleti kasneje, 5. marca bo zdaj na sporedu ta tekma v Kidričevem. Ne vem, kakšno je vaše mnenje, ampak meni se zdi nekaj neverjetnega, da v petek odpoveš nedeljsko tekmo, da nimajo dovolj lopat, plugov, česarkoli, da bi pripravili v 48 urah tekmo med Aluminijem in Celjem. Smešno je bilo videti in tudi hkrati žalostno, da so bile samo 3 odigrane tekme v tem krogu. Ena je odpadla zaradi snega, ena pa tako ali tako vemo zaradi tega, ker ni več Domžal med nami. Tako da ne vem, mislim, da bi Celjani predvsem zaradi prihodnosti, čeprav ne igrajo več v pokalu, pa se bo vse začelo gostiti tudi zaradi Evrope v prihodnih tednih, predvsem v marcu, imeli mogoče celo raje, da bi imeli to tekmo, kot pa da je ne, čeprav je to zelo neugodno gostovanje in po tako skromni predstavi v drugem delu na Kosovu bi verjetno Aluminij in Jura Arsič znal najti način, kako raniti Celjane, kajti tudi Jura Arsič je zelo taktično naravnan in zelo taktično podkovan trener, ki se resno loti vsakega tekmeca in se nam pripravi. Zdaj igrišče po sneženju na severovzhodu Slovenije, že v Ljudskem vrtu je bilo daleč od idealnega, kar sta povedala oba trenerja. Zdaj veliko vprašanje, kakšno bi bilo v Kidričevem, ker vemo, da bi se lahko z čiščenjem igrišča, morda celo stanje nekako dolgotrajno poslabšalo. Je pa ta odpoved Aluminij Celje zanimiva z tega zornega kota, ker sta to kluba, ki sta v naslednjih 2 krogih prosta. Idealni termin so našli. Vmes med tema 2 tekmama. Torej, prvi konec tedna Aluminij ne igra, pa potem igra med tednom, pa konec tedna. Celje pa ravno obratno, tako da bosta oba imela vsaj podobno frekvenco tekem v tem terminu. Ja, Aluminij 2 doma, Celje pa 2 v gosteh. Mene sicer ta odpoved v Kidričem ni presenetila, v Mariboru so pač tudi hvalili klubske delavce, bojda tudi nekatere navijače, ki so prišli in potem v večernih urah pomagali očistiti igrišče. Pa bolje tudi, da se to zgodi v petek, da že vedo že 1-2 dneva vnaprej, kaj se bo dogajalo. Tudi iz tega vidika se mi zdi, da ni bila najslabša izbira. Si pa sam omenil, Slovenija je prehitela Azerbajdžan in je zdaj 26. po koeficientu Evropske nogometne zveze in nima več veliko za pridobiti, da dohiti še tiste pred seboj. Ukrajina je 25, Romunija 24, Srbija 23 in vse so dosegljive, morda ne v letošnji sezoni, sicer pa v naslednjih pa gotovo, sploh če bo Slovenija nadaljevala v takšnem ritmu, kot je, da ima znova klub v spomladanskem delu evropskih tekmovanj. Omenil si Maribor Bravo, 2-0, Olimpija Koper 3-3, 2 sodniški odločitvi na obeh tekmah, na eni pri golu Brava z 1-0 je bilo odrivanje v kazenskem prostoru, gol so razveljavili, na koncu pa pri Olimpija Koper 3-3, zadnji gol so Ljubljančani dosegli po 11 metrovki in z enega zornega kota se je zdelo, da je bila odločitev pravilna, iz drugega pa smo potem videli, da branilec Kopra vendarle je udaril žogo in morda Olimpija ne bi smela imeti priložnosti z bele točke za izenačenje na 3-3. Ja, kar jezil se je Zoran Zeljković, pa ne samo na sodnika ob tej odločitvi, ampak tudi na svoje nogometaše. Koper je bil precej boljši, vodil tudi že s 3-1, pa potem ni znal široko igro priti do zmage v Stožicah. Meni se zdi, da se v tej pomladi po eni strani se sodniške napake dogajajo, ampak kar bolj bode v oči je, da sodniki tudi po ogledu VAR posnetkov svojih odločitev, ki se mi zdijo kar očitne, ne spremenijo, da včasih se VAR ne oglasi, ko bi se res očitno moral. Meni se zdi, te odločitve, ki si jih zdaj ti omenil, Luka, o razveljavljenem golu Brava, pa o tej 11 metrovki za Olimpijo, daleč največja napaka tega jesenskega dela se mi zdi, tisti gol med Olimpijo in Muro, ko je Dofo pohodil nasprotnika spomladanskega dela, seveda. Mislim, zato imamo VAR,
Zato naj bi imeli VAR, da se stvari, ki se potem na televizijskem posnetku takoj nemudoma vidijo, da sodnika v VAR sobi pač pokličeta glavnega sodnika in ga na to opozorita. Druga težava pa je, da se mi zdi, da je ta nivo pogovora o sodniškem kriteriju, o sodniških odločitvah, o sodniških napakah, da je padel pač precej nizko. Vemo, s kakšnimi vse izgovori se mi zdi, da se pojavljajo v oddaji, torej na komercialni televiziji, Sportklub, sodniški strokovnjaki, ko se nam zdi, da ne gledamo več istega športa, da se tudi obema voditeljema in vsem tam v studiu zdi, da ne gledajo istih posnetkov kot ljudje, ki pač venomer zagovarjajo sodniške odločitve. Mislim, da bi imela sodniška organizacija v Sloveniji precej več simpatij, morda tudi zagovornikov, če bi enostavno v nekih primerih, ki so res eklatantni, nekdo imel pogum in pač priznal napake. Pa se vsi delamo napake, delajo tudi sodniki. Ne? Te napake, ki so seveda zgodijo... In tudi VAR jih lahko naredi. Sej tudi VAR ni 100%. Ja, napake, ki se zgodijo tekom igre, so seveda toliko pogostejše in toliko lažje opravičljive, ne? Ampak so pa pač napake, ki jih tudi VAR absolutno ne bi smel spregledati. Ravno v tem pa cenzura, mene cenzura moti, recimo pri vrhuncih posnetka, vrhuncih kroga na YouTubeu, ni spornih situacij, kar odrezane so, kot bi skušala nogometna zveza, sodniška organizacija, kdorkoli bežati od te odgovornosti. Pač zgodi se 11 metrovka in včasih sploh ne vidimo, da je prišlo do prekrška za 11 metrovkov, kar takoj posnetek 11 metrovke. To je sila sporno. Ja, tudi na teh tekmah in na napakah, ki jih je omenil Luka, torej za manj boste iskali na tekmi Maribor Bravo, gol Bravo, in za manj boste iskali drugi kot prekrška koprskega branilca nad napadalcem Olimpije pri 11 metrovki, ki je bila potem dosojena, tako da žal se mi zdi, da ne vem zakaj, komu na čast, kakšen je tu, ne vem, interes, izplen. To so stvari, o katerih se najbolj pogovarjamo in katere bi bile najbolj gledane. In čas ni omejen, ne, v teh sploh ni, ker če ocenjujemo v pogovorih na koncu je zelo neomejen. Zaradi takšnih napak bi lahko bila Slovenska liga v prihodnosti boljša. Seveda. Mi pa zdaj skrivamo to, na teh primerih bi se lahko učili. Ne vemo, a skrivamo, tega ne vemo, ampak... To je zame skrivanje, ali pa čista cenzura, če hočemo. Morda je pač neznanje, oziroma se nekomu zdi, da to ni pomembno. Ja, ampak jaz, oprosti Boštjan, samo tole še povem, nekaj je, ko bi gledal en posnetek in bi se pač zgodilo je odrezano, ne pa v vsakem posnetku, v vsakih vrhuncih kroga ti ne moreš videti spornih situacij, to je pa namerno. Izvoli, Boštjan. Ampak te sodniške napake, ko je gost, sodnik, pa menjajo v tej omenjeni oddaji tudi sodnike, je preveč opravičevanj kolegov in zato ni napredka, kar si ti že posredno omenjal tudi Marko. Pa videti je tudi, da so na tem slovenskem VAR-u slabi posnetki, samo z enega zornega kota, da ima televizija več posnetkov kot pa v VAR avtomobilu. To sem skoraj prepričan, da imajo vse na voljo. Ne vem pa, torej v tem primeru pri zadnjem zadetku na tekmi med Olimpijo in Koprom, mislim, da sodnik ni videl dovolj posnetkov, ampak predvsem mu ga niso servirali. Sem skoraj prepričan, da so ga imeli na voljo. Težava je produkcija, tudi v slovenski ligi, roko na srce. Seveda. In tu je seveda odgovornost televizije, ki to zagotavlja, in odgovornost nogometne zveze, ki je sklenila pogodbo in se pač, jaz verjamem, da bi moralo biti, po mojem mnenju, mislim, ne vem kakšna pogodba, ampak vem pa, da z vidika televizijskega gledalca, ki to gleda, in če sodim po svojem kriteriju, kaj je meni gledljivo in kaj mi ni, bi moralo biti več kamer, in kvalitetnejše tudi. Ja. Če to oddajo gleda kateri izmed laikov, kar dvomim, sploh ne zna priti določiti nogometnih pravil, ker sodniki isto stvar en teden opravičujejo tako, kar je drug teden potem narobe.
Če pogledamo na lestvico, sta se nekako dva domova naredila v torej slovenski prvi ligi. Bravo in Aluminij sta spodaj, imata precejšno prednost pred Primorjem in Muro, ki se, kot kaže, sta glavna konkurenta v boju za obstanek, da se bi izognila 9. mestu. Domžale torej že odpadle kot 10. v ligi. So pa te ekipe iz spodnjega dela lestvice premagovale le ekipe iz spodnjega dela lestvice. Torej Primorje in Mura sta premagala Bravo, Aluminij je premagal Muro, Bravo pa je premagal Aluminij. Vse ostale tekme pa so te 4 ekipe izgubile v spomladanskem delu prvenstva. Drugi polčas. Začenjamo v Nemčiji. Marko, kako gre Albertu Rieri v Frankfurtu? V redu, zdaj ima sicer bolnišnico na robu mesta oziroma v mestu, na robu mesta v Gozdu. Veliko jih manjka, tudi Koh se je zdaj poškodoval, ležal je na kavču in ga je vščipnilo v trebuhu in je moral spustiti tekmo proti Bayernu. Jaz sem mislil najprej, da bo 5-0 po 25 minutah, res je bil to neverjeten nalet Bayerna, potem pa se je malo ustavilo in na koncu bi lahko morda celo odnesel kakšno točko iz Allianz Arene. Pogumna predstava Eintrachta. Je res, da Riera ni mogel razviti seveda proti tako superiornemu Bayernu svoje igre z držanjem žogo svoje posesti, sem ga pa gledal na robu zaslona spodaj pri klopi, da je kar veliko krat besnel, ker so bili nemirni na žogi. Ko so jo dobili tu in tam, so jo dobili v prvem polčasu in so jo nabili naprej in takoj dali nazaj Bayernovim branilcem. To je pa stvar, na katero je najbolj alergičen, da ne pokažeš nekega poguma takrat, ko prideš do žoge, ampak da jo z alibi igro nabiješ naprej. Skratka, ni tudi sam mogel nekaj posebej kadrovati, ni to njegova ekipa oziroma ekipa, ki si jo je on sestavil, tako da bo tale pol sezone bolj psihološko naravnano v smislu motivacije in prepričevanja, da so najboljši in najlepši, kot pravi na igrišču. Je pa takoj kupil novinarje, kupil javnost, navijače in tudi najbrž igralci ga z odprtimi usti poslušajo, nadaljuje svoje poslanstvo iz Celja, tako da jaz mislim, da bo ta Eintracht znal pošteno zmešati štrene v boju za Evropo, ker je pa prišel pravi trenutek, se Evropa je dosegljiva, ni zdaj bil Eintracht na 14. mestu povsem izgubljen za reševati svojo kožo, ampak da je v aktivnem položaju za Evropo in mislim, da se bo tu še posebej zakuhalo, ker do konca sezone mislim, da ima samo gostovanje pri Dortmundu izmed tekem, kjer so točke bolj malo verjetne, ampak sem kar optimist za Rierov Eintracht. Eintracht je trenutno 8. na lestvici, 31 točk ima 6. Leverkusen, 6. mesto prinaša preboj Evropo, v Bundesligi pa ima 8 točk več, torej 39 točk, na vrhu pa 8 točk razlike med Bayernom in Dortmundom. Presenečenje sezone Hoffenheim ostaja na 3. mestu. Šeško, Manchester United, 6 tekem je odigral, odkar je Amorim šel, zgolj 2 začel, 5krat je zadev. Si optimist, Jože, da bi lahko zdaj pa le večkrat začel tekme, kot je prej? Jaz mislim, da je pomembneje zadevati, kot pa začeti tekme. Okay. Zdaj to snemamo v ponedeljek popoldan, preden bo to prišlo do naših poslušalk in poslušalcev, bo morda Benjamin Šeško začel tekmo proti Evertonu, tako da ne vemo, ampak se mi zdi, da je malo je bila šala tisto, kar sem dejal, ampak hkrati pa veliko resnice, da bo Michael Carrick absolutno z večjo lahkoto dal večjo minutažo in prvo 11-terico nekomu, ki zabija s klopi, kot pa če Benjamin Šeško tega ne bi počel, tako da jaz mislim, da absolutno je dobro za Šeška tudi to, čeprav igra malo manj, da United v zadnjem času ne izgublja oziroma da je kar lepo zmagoval eno serijo, je imel United. In se mi zdi, da ga veliko priložnosti minutažnih čaka do konca sezone. Zdaj ne glede na to, da je ali bo začenjal ali ne, edina okoliščina oteževalna za vse igralce Manchester Uniteda pa je v bistvu ta, da so le še v enem tekmovanju, tako da gre za boj za prvo 11-terico enkrat na teden, tako da tudi tistega kalkuliranja in rotiranja je načeloma manj.
na vrhu 5 točk razlike med Arsenalom in Manchester Cityjem. Arsenal s tekmo več, 4-1 je dobil severno-londonski derbi. Tottenham ima obilo težav novega trenerja Igorja Tudorja, le 4 točke ga ločijo od mest, ki vodijo v drugo ligo. From the house of Tudor. Ja, lepa. Kar veliko točk bodo potrebovali še do konca sezone, kajti se zdi, da letos bo več točk potrebnih za obstanek v Premier Ligi v primerjavi z lanskim letom. Letos le 2 moštvi, ki sta izrazito slabši, medtem ko je pa kar gneča spodaj West Ham, Nottingham Forest, Tottenham tudi zraven, še nekaj ekip, tudi Brighton še ni daleč od teh mest, tako da bo kar gneča do konca sezone angleški ligi. V drugi ligi pa ima Slovenija, slovenski reprezentant je najboljši strelec, Žan Vipotnik spet zadev za Swansea, ta konec tedna. Ja, izjemen gol, mene navdušuje predvsem raznolikost njegovih zadetkov, z obema nogama, z glavo, z prostega strela smo tudi videli nekaj teh, ki si jih je v veliki meri, potem ko nekako dobi žogo nekje na robu 16-terca, kjer si sam ustvari z prvim stikom, z sprejemom prostor za strel, tako da res odlično mu gre, in ob današnjih cenah igralcev na predvsem britanskem trgu si z lahkoto predstavljam, da bo Žan Vipotnik poleti za kakšno 2-mestno milijonsko cifro zapustil Swansea, ampak ena zvezdica je vendarle tu potrebna, da zaradi tega, ker je prestopil v Swansea kot prost nogometaš, po preteku oziroma po prekinitvi pogodbe pri Bordeauxu, pa v Ljudskem vrtu verjetno ne bodo imeli prav nič od tega prestopa. Zaradi tega, ker je to že nov klub in ne velja to potem kot njegov naslednji prestop. Swansea 15. v drugi ligi, ampak le 6 točk od 6. mesta, torej od zadnjega mesta, ki vodi v dodatne kvalifikacije. Tam je Wrexham, torej tisti klub Ryana Reynoldsa in Kdo? Wrexham. Na 5. mestu Hull, torej sestrski klub od Maribora. Očetovski skoraj. Očetovski, bolj ne. Na čelu pa Coventry, ki ga vodi Frank Maribor je Lampard. Pastorek. To je. Feeder club bi rekli v Angliji. Še nekaj drugih Slovencev. Miha Zajc še naprej zelo opazno igra pri Dinamu, pa ni edini Slovenec. Ja. Mladi, če se ne motim, Zasavec, ne me držati za jezik. Igral je za Krško, ko si objavil, nisem ga poznal, videl, da je igral za U17 Krško nazaj. Ja, in mislim, da je, če sem dobro prebral, je Posavec. To bi bilo kar super. Ob Savi bi me grdo gledali. Sven Šunta, mislim, da celo sem bral pred nekaj tedni, da ko bo opisal svoj prvi nastop v članski ekipi, da mu avtomatsko tudi se podaljša pogodba. Če se ne motim, ima to klauzulo, torej iz mladinske šole, tako da 4 minute asistenca. Asistenca, odlično, in glede na to, kaj se je zgodilo Hajduku v prvih nekaj krogih te pomladi, se spet zdi odprta pot za Dinamo do naslova hrvaškega prvaka, na drugi strani pa je Osijek morda celo na poti proti drugi ligi. To bo najlepši stadion v drugi hrvaški nogometni ligi. Sven Šunta, wonderkid že pred 2 menedžerjema. Si pa predstavljam, da ni bil wonderkid Alex Stojaković, ki je zdaj 5. strelec hrvaške lige, tokrat je dal lep gol za Lokomotivo z glavo in takrat se tudi zabil v glavo branilca in odšel z igrišča z 2 kar debelima gazama v nosu, ampak si predstavljam, da vendarle vesel. Torej 8 golov je dosegel že v tej sezoni in kot rečeno 5. strelec lige. Nekdo, ki ga odlično pozna naš nekdani gost, nekaj epizod nazaj, Tine Zupan, ker je bil Alex Stojaković nekaj časa pri Brinju, preden je odšel na Hrvaško. V Franciji pa spet vodi Paris Saint-Germain. Lens je namreč izgubil v Monaku in tako tudi izgubil vodstvo na lestvici. Lyon pa je izgubil po 13 zaporednih zmagah v zelo dobrem položaju, da se znova vrstil v Ligo prvakov, 5 točk pred 4. Marsejem. Meni izstopa v teh tednih, oziroma v teh tednih, ko so bile olimpijske igre, olimpijskih tednih, Italijani so imeli krasne olimpijske igre, očitno imajo pa manj krasne rezultate v Ligi prvakov, ker izgleda, da bodo vsi izpadli že pred osmino finala, kar je
kar je v bistvu nezaslišano. Super naslov sem videl. Bodo's Fett beats Intergalactic Empire, torej Bodo Fett premaga intergalaktični imperij, zabavno za tiste, ki imate radi vojno zvezd. Inter sicer pa v domačem prvenstvu s 3-1 izgubil na Norveškem, v domačem prvenstvu po porazu Milana 10 točk razlike na vrhu in kot kaže bo suvereno prišel lahko do novega naslova. V Španiji pa zgolj točka razlika med Real Madridom in Barcelono. Sodnikov dodatek. 6 vprašanj danes, 3 je pripravil Marko, 3 sem pripravil jaz. Začenjamo z najbolj klasičnim in sicer Atalanta, Sampdoria, Juventus, Sassuolo, Juventus, Valencia, Torino. To so klubi igralca, vi morate povedati, kdo to je. Igral je med leti 2008 in 2022. Za svojo reprezentanco je odigral 18 tekem in dosegel 2 gola. Atalanta, Sampdoria, Juventus, Sassuolo, Juventus, Valencia, Torino. Znan je postal na tekmi pri streljanju 11-metrovke, ker je vzel veliko kratkih korakov in potem žogo nabil visoko čez prečko. Zaza. Ja, Simone Zaza za Italijo proti Nemčiji. Mislim, da je bilo osmina finala na Evropskem prvenstvu 16, torej Prelahek 2016. namig si dal. Ja, morda. Lahko bi rekel za začetek, nima frizure. Ja, tudi to. Gremo naprej. Naslednje vprašanje. Katera reprezentanca je poskrbela za prvi clean sheet, torej prva, ki ni prejela gola na svetovnih prvenstvih in tudi za prvi hat-trick na svetovnih prvenstvih? Torej v Urugvaju. A so Združene Brazil. države Amerike? Wow, kako si pa to ugotovil? Ker vem, da so imeli zelo dober prvi mundial in nikoli tako dobrega več. Imeli svoj najboljši rezultat, dosegli na tretje mesto, premagali Jugoslavijo v tekmi za tretje mesto. Obe ekipi izgubili polfinale 6-1, torej proti Argentini in Urugvaju. Američani so na prvi tekmi zmagali s 3-0 in torej dosegli clean sheet, niso prejeli gola. Na drugi tekmi pa spet zmagali s 3-0, s tem, da je na tej drugi tekmi en igralec, Pastuono, nekaj takega se mi zdi, italijansko zveneč primek, je dosegal vse 3 gole. Montevideo. To se pa spomnim, ko je slika ful slab vlekla na anteno. Ja, je takrat, ja. Pa še Ful obračati smo mogli pa loviti. je bil takrat pa še, je bil radio prvi. James Milner je postal rekorder po številu nastopov v Premier Ligi. Torej na najvišji ravni angleške nogometne piramide od leta 92 naprej. Ali znate našteti torej 5 nogometašev, ki ima v Premier Ligi, torej od leta 92 naprej, največ nastopov v angleški prvi ligi? James Milner torej na prvem mestu. Kdo so preostali 4? Najprej, koga je prehitel? Gareta Barryja. Gareth Barry, pravilni odgovor. Pol je Giggs. Giggs je pravilni odgovor, kar po vrstnem redu gremo. Čestitam, super. Na 3. mestu Ryan Giggs. Lampard. Super, na 4. mestu Frank Lampard. In na 5. Scholes? Ne, ni Scholes. Kak Golman morda. Čestitam. Kerrigan. Ne, Golman. Kdo je to veliko? Moram reči, sem bil kar presenečen, da so med 13 so sami Britanci pa en angleško govoreči tujec. Iščemo Britanca. To si zdaj res krčil, angleško govoreči tujec. Ne. Ne, sej tega, ki ga iščemo, ni angleško govoreči tujec. Ta pa je pa vratar. Ali je David Seaman? Ni, si skoraj. James. Je David James. David James. Čestitke. Jaz sem na Tima Flowers sem pomislil. David James ima 572 nastopov. Igral pa za Liverpool, Portsmouth, Man City, Aston Villa in West Ham United. In za vse. Za koga je prvo igral? Je za nas, ne, za Liverpool. Hej. In še. Torej, ni igral Aston Villa? Aston Villa ni igral. Je. Za vse je igral vsaj 64 tekem. Pa še to, kdo je ta angleško govoreči tujec? Tim Howard? Ne, lep izbor pa ni. Ampak ja, je tudi vratar. Schmeichel?
Ne. Angliško govoreči. Ja, Američan je, kdo je že bil? Ni Američan. Ni Američan. Ne. Je to kak Valižan? Ne. Shea Given. Ne. Ne? Super izbor tudi, pa ni. Valižani so že bili na 6. mestu, tudi Gary pa, kak Smith. Škot? Denimo. Ni Britanec, Škoti so Britanci. Prihaja tudi z otoka, ampak otoka, ki je precej daleč stran. Avstralec, kako? Ja, Avstralec. Švarcer? Ja, Bravo. Mark Švarcer. Na 8. mestu ima 514 nastopov, največ za Middlesbrough. Za koga? Dej še enkrat. Ko mi čakam, da pride nazaj v prvo ligo. Dej. Da pride. Mislim, da so trenutno, da je Middlesbrough trenutno drugi na lestvici. Za Coventryjem. Za Coventry. Nerealno. Super, ajde. Ej, mislim, da bi names sodniškega dodatka zdaj lahko imeli, ne? Izgovarjava zvuko. Kar izvoli, Super. to je ti vprašanje. Okay. Gremo v zgodovino. Mundial 1986. Kdo je v skupinskem delu? Iščemo igralca. Iščemo igralca, ki je Poljakom zabil hat-trick. Rossi. Ne, 82. 86. Danc. Ne vem, Laudrup. Ali pa Nilsen. Ne. Laudrup. Ne. A je Danc. Najprej razrešimo skupino. Se morda spomnite, s kom je igrala Anglija? Ja, v se ne Mehiki? spomnim. Anglija, a nisi rekel Poljska? Kdo je Poljski dal hat-trick? Aha, kdo je Poljski dal hat-trick? Ja. Ne spomnim se, s kom je Poljska igrala. 86 je ravno ta zadnje prvenstvo, ki ga nisem A je spremljal. Gary Lineker? Ker sem se izdal. Spomnimo se, Ne, no. Kdo pa je bil še v Okej, imam skupini? še dva. Kdo je bil še v skupini? Mimo grede, 2 skupinska dela sta bila takrat. Ne? Ja, ne, najprej Portugalska. Bila je skupina to, ko je Anglija, ki sem jo Ja. igrala z Marokom in Portugalsko. Okay. Maroko prvi v skupini, Anglija druga, Poljska tretja, Portugal četrti. Wow, in so šli kot najboljši tretji Poljaki tudi naprej. Ja, ni bilo dvojnega tekmovanja, tako kot nekoč v Ligi prvakov, kar potem osmina finala, potem je pa Anglija premagala v 82, osmini. potem zadnjič, ko so je bil Ja. drugi skupinski del. Okay. Anglija premagala potem na Četrtfinalne Azteki skupine. Paragvaj, Strinič. Lineker, pa kot bi rekel Luka, Becley. Beardsley igral za Peter Liverpool. Beardsley. To so prve tekme. A ni torej. igral za Bolton, on tudi? Morda pa potem kasneje, pa prej sem skoraj siguren, pa potem tudi je igral za Newcastle. Ja, je igral, je igral. Newcastle. Zdaj sem preveril, Peter Beardsley, 97, 98, z menedžere se spomnim, za Bolton je igral na Reebok stadionu. Ja, super igralci bil. On pa Rush, pa Barnes spredi, res tista generacija, konc 80-ih Liverpoola. Takrat sem začel spremljati in so mi bili fantastični. Okay. Super, drugo vprašanje. Drugo vprašanje se glasi, samo da ga malo v mislih sestavim, da ne bom prehitro Se ne izdal. boš zamotil. Kdo je na prvi tekmi izločilnih bojev v Franciji leta 1998 To blaže? zabil Nigeriji 16 sekund po vstopu v igro? Nigerija, Danska, 4-1. Spet Danska. Pa tako sem, mislim, ja, zdaj upam, da je res. In bi rekel, da je Jon Dahl Tomason. Ne. Država je prava, bravo, kako si se to spomnil? Ja. Jaz se iz osmine finala spomnim para Brazilija, Čile. Je Danska, je 4-1. Danska. Je Danska. Danska je Ja. bil. Je Danska. Je. Pa 4-1 je bil Pa rezultat. Francija. Laudrup ni dober. Laudrup, aj Laudrup zdaj. Sem prej Kateri? odgovoril. Brian. Ja, dosegel je gol, ampak ne iščemo tega. Michaela iščemo. Ne iščemo tudi ne Aj Majka. ne, Mihajla. Pa prosim ne vrtajte, ker danes sem zelo, zelo upogljiv pri teh zadevah. okay. Jaz bom samo Nemčič. Kdo bi Ne, še Michael, bil? Michael. Schmeichel ne more biti. Ebe Sant. Prezgodaj se mi Palme zdi. in valovi me kličejo tja. To A bi je bil na Ebe moj Sant? namik in Ebe Sant je pravilen odgovor. Wow, Jaz bi dal namik Palme in valovi, ne? Na pesek. ja. Jože ga ni potreboval. Ne. Čestitke, res. Bravo, Jože. Super, ok, zdaj pa še zadnje vprašanje, ta je pa za Jožeta.
Luis Nazario de Lima. Ta je za Jožeta. Ta je za Jožeta. Luis Nazario de Lima, R9, klasični Ronaldo. Ja. Iščemo dve državi. Povejte mi prvo, proti kateri reprezentanci je dosegel svoj prvi reprezentančni zadetek in proti kateri reprezentanci je dosegel svoj prvi hat-trick za Brazilijo. Čile? Ne, Pismo. S kom je Brazilija igrala na tistem prvenstvu prvo tekmo? Ne, pa ne gre za svetovno prvenstvo, po mojem. A ja, Gre za nasploh njegovih ja. 62 reprezentančnih golov. nasploh. Na tisti, morda Copa America 97. Pa Pa po mojem že prej debitiral. 98 veš. nastopov. Prvi gol proti 98 Paragvaju. nastopov. Ne, Že prej je debitiral. čist ste zašli. Aha, potem morda res ni južnoameriška ekipa. A veš, kje bi morda On je igral bil on zraven prvič? 94, ne vem pa, če je že na Ne. mundialu ni igral, Gotovo ni morda igral, pa je ja. igral na pripravljalnih prej ali pa potem jeseni. Prijateljska tekma. Prijateljska tekma. Torej, prijateljska V obeh tekma primerih za- iščemo reprezentanci, ko je dal prvi gol za reprezentanco na prijateljski tekmi in tudi prvi hat-trick za reprezentanco je dal na eni od prijateljskih tekem. Spomnim se, ne, tako da zdaj bom res šel kar ugibati. In glede na to, da si rekel, da ni južnoameriška, je največja verjetnost, da je nekaj evropskega. Res je. Obe sta evropski. Jaz imam enega duta sicer, ampak Dej. vem, da je sredi 90-ih, da je igrala eno ali pa dve prijateljske tekme Brazilija z Jugoslavijo. Ne, ni. Je pa svoj 9. zadetek v Manausu Ronaldo dosegel na prijateljski tekmi proti Bosni in Hercegovini. Wow. Zanimivo. Ampak iščemo Nikoli ne bi Še rekel, prej. da je Bosna in Hercegovina igrala prijateljsko tekmo v Manausu z Brazilijo. Katerega leta je 18. bilo to? december. Debitantsko. 94. Leta 4. maj 94. Ja, pripravljalno za Evropo, za Hat-trick, svetovno. hat-trick 16. oktober 96. 16. oktober 96, torej po evropskem Eden od prvenstvu. namigov je René Krhin. René Krhin je igral v Franciji, za Nantes. Igral je. A je Francija, slučajno? Tista ta prva. A je Španija? A ja, v Ne. Španiji je igral tudi. Ja. Ne, Italija? ne. Spomnite se, kaj vas povezuje z Renéjem Krhinom? Ja, Razen nepremičnin. mislim, ravno to. Ne. Nantes pa pač Španija. Ne. Granada. Ja. Anglija ni bila, Anglija takrat 9. Naslednji namig bom izdal. Težko rečem več, kaj kot René Krhin. Spomnite se na njegovo reprezentančno kariero. Ja, prvič je igral, se mi zdi, da na Wembleyju, tista prijateljska tekma 2-9, ko je Rooney Pa tudi Cesarja. nekaj zadeval, ne? Pa tudi nekaj zadeval. Proti Litvi? Ne, proti Islandiji. Bravo, Proti Litvi. bravo, bravo, bravo. Oba odgovora sta pravilna. Proti Islandiji prvi dosegel gol hat-trick, Ronalda. proti Litvi Ja, pa prvi prvega. gol, ja, prvi gol v Florianopolisu, v zelo lepem Wow. turističnem kraju. Brazilija, Islandija, 3-0, prvi gol na tekmi Ronaldo. In potem še v Terezini na stadionu Albertao proti Litvi 3-1, vse tri gole dosegel R9. Super. Marko, hvala za kviz. Samo tole še ekipa. seveda. Se mi zdi, da je danes lepo, da tudi javno čestitamo. Vse najboljše, Luka. Hvala vse lepa, najboljše, super. Luka. Sej, vse najboljše tudi tebi, ker mnogi poslušalci bodo to poslušali jutri, ko bo za njih Ne, danes. to pa ne smeš in ko bo naprej, tvoj ti pa ne rojstni smeš dan. naprej Ne, čestitati. sej ne bom. Za tiste, ki bodo poslušali, bo to ob pravem času. Tako da vse najboljše To bo, tudi tebi. to bo zdaj ful dober pokazatelj, koliko smo poslušani. Ajde. Jutri, ko jaz obrnem list, da vidim, koliko bo čestitk random ljudi. Super. Marko, Boštjan, Jože, hvala, super se Luka, je bilo. dva sta mi pisala. Super se je bilo spet pogovarjati. Podcast Žoga okrogla bo pa znova z vami čez 2 tedna. Uživajte. Se slišimo.